zdaj. Pozdravljeni, sem Rok Popatin iz podjetja Multidilca. Tukaj sem, da vam predstavim našo poslovno idejo. Lani smo v šoli veliko kuhali. Po predalih smo iskali različne kuhinjske pripomočke in jih izmenjevali in jih seveda zelo razmetali. Nered je bil po kuhanju nepredstavljiv. Vse pa je bilo potrebno tudi pospraviti. Isti problem sem opazil tudi doma, ko sem pri kuhanju opazoval mamo. Cela kuhinja je bila razmetana, mama pa je nervozno tekala iz ene strani kuhinje do druge. Vse je šlo narobe. Čebula v ponvi se je začela smoditi, ona pa je še vedno nervozno tekala, saj je iskala dovolj oster nož, da nareže zrezke. Še dobro, da sem takrat prišel zraven in čebulo zalil z vodo, da se ni vse skupaj zažgalo. Tako sem prišel na idejo Multidilca. Multidilca rešuje veliko kuharskih problemov, kot to pomivanje. Nihče od nas si ne želi umivanja majhnih posodic, v katero odlagamo narezano hrano. Pri Multidilci smo ta problem rešili tako, da smo jo naredili zelo prostorno. Drugi problem, ki ga Multidilca rešuje, je ta, da imamo po predalih veliko kuharskih pripomočkov, ki jih vedno iščemo, saj so ti po predalih razmetani. Naslednja težava so vedno skrhani in nenabrušeni noži. Zato smo v Multidilce vgradili tudi brusilnik nožev, ki pripomore k temu, da so vaši noži vedno dovolj ostri za uporabo. Vsakodnevno vprašanje pa je tudi, kaj bi skuhali za kosilo? Rešitev oziroma recepte iščemo v debelih kuharskih knjigah, kar nam vzame veliko časa. V Multidilco smo namreč vgradili tudi ekranček z recepti ter postopki za pripravo hrane. Je vaša dilca pretežka? Je ne morete dvigniti z eno roko, da bi narezano hrano na njej prestavili do posode, v kateri kuhate? Zato smo v Multidilco vgradili tudi lažjo izvlečno deščico, s katero boste z lahkoto prestavili hrano do posode. Kako ste si pri reševanju prej naštetih problemov do sedaj pomagali vi? No, mi imamo za to rešitev. Poznate švicarski nož? Ta nam je bil navdih pri iskanju rešitve za preopisane probleme. Multidilca je izdelana iz slovenskega orehovega lesa. V Multidilco pa smo poleg izvlečne deščice za prestavljanje hrane, ki jo lahko uporabite tudi za razdeljevanje testa, ter ekrančka z recepti ter postopki za pripravo hrane, vgradili še elektronsko tehtnico, tam od spodaj vam Andrej kaže, reže za spravilo nožev, UV sterilizator nožev, časovnik oziroma merilec časa ter brusilec nožev. Multidilco bomo prodali na naši spletni strani www.multidilca.com ter v nekaterih ostalih spletnih trgovinah. Nameravamo jo prodajati tudi v specializiranih trgovinah z gospodinjskimi aparati. Predstavili jo bomo tudi sekciji gostincev pri območno-obrtnih zbornicah po vsej Sloveniji. Zanje bomo pripravili tudi promocijska darila. Za predstavitev ideje načrtujemo obisk različnih sejmov in kulinaričnih festivalov. Fairs of Taste ter sejem Dom v Ljubljani in sejem Most v Celju. Za boljšo prodajo smo izdelali tudi promocijska darila, kot je tale predpasnik, ki ga nosim na sebi. Poleg tega pa smo izdelali še majice z natisnjenim logotipom ter ostali promocijski material. Pomoč pri promociji so nam obljubili tudi nekateri vrhunski kuharski mojstri. Ti bodo pri nastopu v katerikoli kuharski oddaji uporabljali našo Multidilco. Oglaševali jo bomo na spletnih straneh, kjer se prodajajo gospodinjski aparati, ter na straneh, kjer so objavljeni kuharski recepti. Natisnili bomo tudi letake, ki jih bomo delili v nakupovalnih središčih. Na Multidilce znaša 165 evrov. Za izdelavo ene enote potrošimo 37,5 evrov. V prvem letu načrtujemo prodajo 1500 Multidilc in na ta način bomo ustvarili dobiček v višini 91,000 evrov. V začetnem obdobju bomo skrbno preučevali odzive naših kupcev ter Multidilco ustrezno nadgrajevali. V prihodnosti želimo prodajo usmeriti tudi v foodije, sodobne gurmane. Ti se še posebej dobro zanimajo za hrano. V ekipi Multidilce sodelujemo Rok Popatin, Nik Poljane,
In Andrej Malik. Multidilca, make cooking simple. Hvala lepa, čas je potekel, tako da komisija, prosim za vprašanje. Lahko jaz prvi. Najprej čestitke, tole je res multipraktik. Hvala. Zanima me, kako ste prišli na idejo, da dodate še sterilizator nožev, UV sterilizator nožev in pa to, da ima vključen še dodatni ekran. Kje ste dobili to idejo, da bi še to dali zraven? No ja, v bistvu najprej smo mi imeli neko osnovo narejeno, ki ni še vključevala vseh teh zadev, osnovnih kuharskih pripomočkov. Poleg smo pa izvedli intervjuje še s temi večjimi kuharskimi mojstri, ne vem, ko so Tomaž Kavčič, Denis Ibrašimovič, lastnik gostilne Pod Faroštvo, ki v Vipavi. In oni so nam v bistvu svetovali, kaj lahko še dodamo, da bomo našo dilco naredili bolj inovativno in da bomo sistem pridobili kupce velike kuharje, tako so oni. Da zdaj v bistvu lahko multidilco uporabljajo tudi kuharski mojstri, ne samo moderne gospodinje. Dobro. Bom zdaj predal gospe Marlen, pa se bom pol vključil še z dodatnim vprašanjem. Ja, pozdravljeni. Moram reči, da sem z veseljem brala vaš projekt. Se mi zdi res inovativen. Za ženske zelo razumemo stvari, seveda moški tudi, ki dobro kuhajo, da ne bom krivična. Jaz bi imela nekaj vprašanj in sicer me zanima. Vi v projektu navajate, da ste 340, če se zdaj berem spomina, teh delcev že prodali. A ta informacija drži, ali sem jaz mogoče napačno si to interpretirala? To je bilo moje prvo vprašanje, pa bom potem nadaljevala. No, tu še ne prav drži, zaradi tega, ker zdaj smo mi šele začeli z izdelavo v delavnici pri Andreju doma. Tako da v bistvu tu je naš začetni prototip, ki ga drži, pa delamo še nove. Ja, hvala lepa. Na to se je vezalo moje naslednje vprašanje, ali že obstaja v bistvu končen produkt kot prodajni produkt, ali je še vedno v fazi prototipa? No, v bistvu zdaj mi tukaj, ki ga vidite pri Andreji, je še zmeraj v fazi prototipa, vendar se izdeluje še tisti, ki bo prodajni. Ker ta zdaj sicer izgleda nekako približno tako, sem da ga bomo nekako še polepšali, da bo izgledal tudi lepši in bolj inovativno. Še ena pohvala, če sem prav razbrala, pa če drži, ste uspeli celo neki začetni kapital, če lahko temu rečem, tako pridobiti in sicer od staršev. Mislim, da je navedeno 7.000 evrov. Tako je, ja. Drži? Ja. To pomeni, da ste imeli že energijo in prepričljivost, da ste prve investitorje, ki se 3F, Friends, Family and Fools, so tisti prvi, ki jih nagovarjajo, za mladi, ne mladi, na splošno start-upovci. Tako da čestitke za to. To je velik podvig, da nekdo verjame v idejo in vas podpre. Hvala. Jaz bi pa zastavil samo vprašanje, kam boste teh 7.000 evrov zdaj porabili? No, v bistvu teh začetnih 7.000 evrov bo pomagalo, da ne bomo v teh začetnih mesecih še v minusu, ko bomo začeli izdelovati in prodajati, tako da bomo teh 7.000 evrov najprej začeli vlagati v delavnico. Zdaj na začetku ne bomo imeli še prav svoje delavnice, pole čez čas bomo imeli, tako da temu, ki nam bo pomagal pri izdelavi. In v bistvu večino bomo vložili teh 7.000 evrov v ta prototip, v te ne prototipe, v izdelke, ki jih bomo izdelovali. A se je že kdo od teh šefov, s katerimi ste govorili, že zavezal, da bo kupil končani produkt? Ja, Denis Ibrašimovič je rekel, da načeloma da si tega ne bi kupil, ker tako on tudi ve recepte na pamet, bi pa kupil to za darilo, ker je rekel, da je dobro darilo, bi kupil naprimer svoji sestri, ko je navedel, ali pa kakšni žlahti. Super, hvala za odgovor. Prosim. Hvala. Če je to vse, hvala za prezentacijo.